bosanskem četrtku in zgodnji oziroma pozni vrnitvi iz Glasgowa ni bilo veliko časa za povrnitev moči. Še manj za temeljite priprave, težko je bilo v tako kratkem času odvrniti misli od podviga na Ibroxu, ki je privedel do telesne in mentalne izpraznitve. V boj za nove ligaške točke se je sicer šlo vsemi igralci, ki so nared za nastop, toda ob pomanjkanju tiste prave energije se je dodatno zapletlo že na ogrevanju. Poškodoval se je Dejan Mezga in v zadnjem trenutku je bilo treba spreminjati zapisnik ter s tem predvidene načrte. Priložnost v začetni enajsterici je dobil Martin Milec. Za razplet derbija je bil usoden prvi polčas. Prvi polčas slab, tu nismo bili prisotni od prve minute naprej, drugi polčas pa odličen, ko smo si pripravljali šanse, jih imeli po domače povedano kar nekaj zicerjev in škoda, da nismo zadeli prej. Mislim, da upali smo, da bomo hitro zadeli in imeli dovolj časa, da bi tekmo obrnili, vendar nam nažalost ni uspelo. To za nami je izredno težek ciklus in enostavno se kljub želji nismo uspeli rekuperirati, ni nam uspelo. In psihična in fizična utrujenost bi rekel. Jasno je, ker nam je prvenstvo prioriteta, da bomo zdaj skušali, koliko bo to mogoče, ker imamo 8 reprezentantov, skušali se osvežiti skozi trening, skozi počitek in dočakati pripravljeni naslednja srečanja. Tako da ta poraz ne sme in ne bo vplival na potek dogajanja v bodoče. Vsaka serija se enkrat konča. Olimpija ni poznala občutkov zmage v derbijih od novembra 2004 in tokrat je tekmecem bil naklonjen tudi zakon velikih številk. Da se obeta uspešnejši dan ljubljanskega moštva, je napovedal vodilni zadetek Lovrečiča. Akcijo je zasnoval Vršič, po preigravanju na robu kazenskega prostora si je Lovrečič uspešno priboril prostor za udarec in natančno poslal žogo v desni spodnji kot. Med obdobjem boljše igre so gostitelji zadeli okvir vrat, ob udarcu z razdalje je nameril Jović, žoga je ob dvoboju z Ibrahimijem poletela v zrak in padla na prečnik. Na to povišanje vodstva, toda akcijo za 2-0 si je treba ogledati nekoliko bolj pozorno. Ob podaji Omladiča je bil namreč Čadikovski v prepovedanem položaju in v nadaljevanju akcije izkoristil to prednost brez odziva sodniške strani. Nato se je zgodil Lovrečičev odvzem žoge Mertlju, žoga je prišla prav do Čadikovskega, ki je z močnim udarcem zatresel mrežo ob levi vratnici. In pred odmorom še 3-0, prednost Olimpije, ki je ni več šlo izničiti. Kot je izvajal Vršič, žoga čez vse igralce, pri desni vratnici pa je pritekel Radujko in s kolenom spravil žogo čez golovo črto. Po pritisku domačih nogometašev pa v drugem polčasu povsem drugačna podoba. Čeprav tudi prvi polčas ni minil brez nevarnosti pred vratarjem Džafićem. V 4. minuti je po podaji Filipovića Volaš želel ponoviti zaključek iz Glasgowa, namero mu je z drsečim posredovanjem preprečil Jović. Po akciji Filipovića in Mertlja pa je bil še enkrat pri udarcu Volaš, toda nameril je v smer domačega vratarja. Ob podjetnejši igri vijoličastih se je po vrnitvi iz slačilnice zvrstilo več priložnosti pred domačimi vrati. Najprej je Mejač poslal žogo pred gol, odbila se je do Ibrahimija, ki je nameril proti desnemu kotu, Džafić pa je z odličnim posredovanjem odbil kot in preprečil zadetek. Ali pa situacija s 3 udarci v eni akciji, vsi v obrambni blok. Najprej Viler iz prostega strela z 18 metrov, nato Filipović, pred golom pa še Volaš, končalo se je s kotom. Pri udarcu Cvijanovića po preigravanju Berića in njegovi povratni podaji pa z žogo čez gol. Predaje ni bilo. Vmes je za zmanjšanje zaostanka poskrbel Tavares, ki še ni pri močeh za celotno tekmo in je vstopil v igro v 56. minuti. Filipović je poslal na drugo stran igrišča dolgo podajo do Vilerja, ki je kombiniral s Cvijanovićem, po predložku potnika na reprezentančni zbor na Ptuj, pa je Tavares spretno mimo Džafića poslal žogo v mrežo. No. This game was, we can say,
accident game. They deserve, Olympia deserve the winning. And now we must put our head up and continue because we have too many games in front. Also in the Slovenian league, it's not finished yet. We're still in the first place, and we have to be concentrated for the next games and to win the games. Pred koncem tekme ob spletu okoliščin še en zadetek gostiteljev. Ob udarcu Vršiča je žoga med poskusom posredovanja zadela Argosa, spremenila smer in s tem presenetila Jasmina Handanovića, ki je skupaj z Vilerjem po tekmi odšel na reprezentančne priprave. Dobili smo 4 gole, nimamo opravičila, kaj ne rečem, nismo se dobro zelo pripravili na tekmo. Sami pri sebi, mogoče je bila prisotna tudi utrujenost. Vem, da fantje so dali vse od sebe, lahko bi dali še več, ker enostavno je derbi. In če bi sam se rad zahvalil navijačem, Violam, ki so nas spodbujali celo tekmo, ne glede na rezultat. In drugega ne morem nič reči, kot da Olimpija je bila danes boljša in jutri je nov dan. V končnici velja izpostaviti še eno situacijo pred domačimi vrati. Mejač je všel po desni strani, ob podaji v kazenski prostor Berić ni uspel premagati Džafića, po odbiti žogi pa Volaš čez gol. Kljub vsem zadevam, ki so privedle do takšnega razpleta, torej ni manjkalo priložnosti na mariborski strani, a je ostalo pri 4:1. Žal pa je vse, kar se je dogajalo na igrišču, ostalo v senci hudega incidenta na parkirišču, kjer naj bi bilo poskrbljeno za varno počutje in vrnitev domov uradnih oseb. Več o tem na ponedeljkovi novinarski konferenci. Gre pa za najbolj črni madež v slovenskem klubskem nogometu. Fizični napad na predsednika NK Maribor Draga Cotarja, škandal brez primere.